Kamnik ne dojema tale trajnost samo kot neko varovanje okolja, ampak gre tlele ogromno vsebin, ki izboljšujejo kakovost življenja lokalnem prebivalstvu. S tem želimo graditi skupnost, spodbujati lokalne ponudnike, ohranjati dediščino, dajati priložnost ljudem in zviševati kakovost življenja domačinov. Zdaj, zlati znak, kot smo tudi že povedali, smo ohranili letos tretjič. In to ni zgolj en projekt, to je kontinuiran proces, ki ima ogromno enih vmesnih ciljev. Zavod za turizem in šport je bil v tej vlogi samo kot koordinator, kot nekdo, ki skrbi za ustrezna poročila, da te zadeve dokazuje naprej. Zlati znak si je pa pridobila celotna lokalna skupnost, vsa društva, podjetja, ponudniki, ki skupaj ustvarjajo z nami destinacijo. Zdaj, glede na to, da nam je zaupana tako pomembna vloga, to jemljemo zelo odgovorno in zato želimo, da je zavod na tem področju trajnosti zgled ostalim. Zato se zelo trudimo, da s svojimi dejavnostmi, ki jih delamo, delujemo trajnostno. Recimo, kot je en tak znak, pogosto na svojih prireditvah uporabljamo pralne kozarce, na naših prireditvah sodelujemo predvsem z lokalnimi ponudniki, omogočamo društvom in umetnikom iz lokalnega okolja, da se pri nas predstavljajo, spodbujamo obiskovalce, da uporabljajo trajnostno mobilnost, in pa spodbujamo tudi temu, da se ponudniki med seboj povezujejo, ne samo z nami. Zmotno mogoče je pogosto razumljen, da je Zavod za turizem namenjen nečem kot nek advokat turističnemu segmentu, ampak v bistvu smo mi tisti koordinator, ki nekako usmerjamo interese tako lokalne skupnosti kot turističnega prebivalstva. V naši strategiji trženja in razvoja turizma v občini Kamnik do leta 2030 smo v našem poslanstvu jasno zapisali, da si prizadevamo k kakovostnem življenju tako prebivalcev kot zaposlenih v naši občini in skrbimo za sobivanje in koristi lokalnega okolja. Tako da od turizma mora imeti predvsem nekaj lokalno okolje. Zadnjim petkom v juniju začnemo z našimi tradicionalnimi prireditvami, in sicer s pivovarskim festivalom Kam na pir. V juliju in avgustu se spet kiselimo v Park Evropa, kjer bomo imeli kulinarično glasbene doživetja, kot smo jih navajeni v preteklih letih. Prav tako smo veseli, da bomo dva petkega, in sicer 7. in 14. avgusta organizirali skupaj s Kamfestom, tako da tudi tukaj združimo svoje moči. En dober primer trajnosti, kako si jo pri nas na zavodu predstavljamo, so pa ravno dnevi narodnih noš. Že sama kulturna prireditev je po svoji osnovi podpira dediščino, identiteto prostora. Znotraj prireditve veliko pozornost dajemo promociji lokalnih gostincev, prav tako uporabljamo pralne kozarce. Za vsebino skrbijo največji slovenski strokovnjaki s področja oblačilne dediščine, hkrati pa smo ugotovili, da se mogoče vsebine premalo dotikajo zanimanja mladih, zato so v zadnjih letih nagovarjamo tudi mlade s modernejšimi vsebinami in že pri tem vidimo razvoj, zanimanje z mladih, tudi sami se v projektu prepoznajo in zato verjamemo, da bomo tradicijo, s katero smo starejši Kamničani nekako živeli, prenesli tudi na mlade, da bo ta res čudovit, kvaliteten dogodek ostal tudi v nadaljnje. Za zaključek pa bi rad poudaril, da je bistvo trajnosti predvsem ohranjati dragocenosti in razvoj za prihodnost. Se pravi, zlati znak zato razumemo predvsem kot potrditev, da Kamnik svojo turistično prihodnost gradi premišljeno, odgovorno in v sodelovanju z ljudmi. To ostaja tudi naša obveza za naprej.
da nadaljujemo po tej poti. Tako da hvala občini Kamnik za pomoč in pa seveda naši zeleni koordinatorki Nina Irt, ki je obsežno platformo tudi uredila do te mere, da smo znak ohranili.